Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer za vas v tem predvolilnem času pripravljamo te predvolilne oddaje, kjer za vas predstavljamo kandidate in kandidatke, ki kandidirajo na tokratnih parlamentarnih volitvah, ki bodo 24. aprila. No, tokrat smo pa v studio povabili aktualnega župana občine Lendave, gospoda Janeza Magyara, drugače kandidata SDS, ki kandidira na letošnjih volitvah. Tako, gospod Magyar, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdrav tudi vam, hvala za povabilo. Pozdravljam tudi gledalke in gledalce. Torej, vprašanje, kako to, da ste se odločili, da kandidirate na liste stranke SDS v volilnem okraju Lendava? Torej, zakaj je ta želja po preskoku iz lokalne v nacionalno politiko? Seveda sem prvič hvaležen stranki, da zaupa mene, da vidi, da rezultate, katere sem dosegel v času županovanja, tudi minulo delo v gospodarstvu, sem dokazal, da znam zagnano delati, imam vizijo, sem pošten in očitno v tej smeri tudi prevagalo to, da so me pač povabili in zaupali to, bom rekel, kandidaturo. Po drugi strani sem pa vsekakor videl tudi delo aktualne vlade, tudi ne moremo pozabiti predhodno vlado, ki je predčasno končala z svojim delom in dejansko vidim, kako se je delalo oziroma kako se dela. Tu je neprimerljiva razlika, saj takrat, ko je vlado tudi vodil novi obraz, ve se, kaj so govorili ob končanju delovanja te vlade. Sam pa kot župan aktualni sem opazil neprimerljivo razliko, pa tudi bom povedal, oziroma tudi dokažem, da je to tako bilo. Mogoče samo ena malenkost, cesta, državna cesta, ki se že dolga leta govori od Lendave do Pinc, to je državna cesta, ki so jo takratna vlada predstavila na 2025. Sedanja vlada je to začela projektirati in dejansko v letošnjem letu se bojo tudi dela začela. Drugo, mogoče mala zadeva, vendar zelo pomembna, na področju kulture sem prosil državo oziroma Ministrstvo za kulturo, takrat sta bila dva ministra celo, oba sta mi obljubila pomoč, da boste za razširitev programske ponudbe dodatno sofinancersko podprla slovenske programe, ker za mene, bom rekel, je tudi potrebno izenačiti kot županov, treba pogledati, da ne izstopa en, bom rekel, narodnostni program od večinskega naroda in so mi obljubili, iz tega ni bilo nič. Ta vlada je že dvakrat sedaj naredila preskok v tem pogledu. Lani je dodelila 22.000 evrov za slovenske projekte oziroma za ponudbo slovenskih programov v kulturnem centru. Sedaj v letošnjem letu že obljubila 27.000 evrov. To se vidi, da dejansko konkretizirajo stvari. Naprej, če mogoče izpostavim delo te vlade, da smo imeli možnosti tudi za razpise. Saj dejansko občina z lastnimi sredstvi, bom rekel, vedno mora skrbeti v tiste klasične vire financiranja, ampak če imaš mogoče dodatne vire za sofinanciranje različnih projektov, se te investicije, bom rekel, hitreje odvijajo. Največji, bom rekel, največja razlika med tema dvema vladama je pa, da je Šarčeva vlada in vsi takrat v tej koaliciji so, bom rekel, vsem občinam, 212 občinam, pa ko je že matični odbor za finance sprejel zvišanje povprečnine za občine, so oni dobesedno vezali zaupnico ministra in niso sprejeli povišanje sredstev za občine. Ta vlada je prvi ukrep bil, vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke, prvi ukrep je bil, da so povprečnine za občine zvišali. Ampak za vse občine, ne glede na politično pripadnost, ne glede na kakšne druge razlike, in so s tem zagnali en razvojni ciklus. In tudi se mora izpostaviti, da denar, ki ga vsi državljani plačujemo, čez občin prihaja spet do občanov.
Kaj to pomeni? Pomeni, da z temi investicijami, ki jih je tudi z višjimi sredstvi dobesedno ta vlada omogočila, da lahko omogočimo občanom v celi državi, oziroma lahko bom rekel državljanom, omogočamo večjo kvaliteto življenja. Saj mislim, da vsak župan v Sloveniji na nek način stremi k temu, da poveča kakovost življenja v svoji občini, ne glede na ceste, kanalizacije ali čistilne naprave ali druge investicije, ki so zelo pomembne za njegov kraj, zatem so omogočili. Se pravi, tu se vidi ta razlika. No, pa jaz sedaj pridem do tistega najbolj pomembnega dela, ki je tudi pri meni prevagalo, to, da kot župan sem ogromno energije vlagal, da sem tudi za ta sofinancerska sredstva različnih ministrstev lobirati moral sam. Da nimaš ti poslanca, ki bi, bom rekel, v ozadju na nek način podpiral župane. Jaz hočem to presekati. Želim vsem županom pomagati, ker vem, kaj pomeni razvojni denar, kaj pomeni denar za občane, za razvoj kraja, kjer živijo, s tem tudi ostanek ljudi na svoji domači grudi bo še dodatno povečan. Se pravi, želim, da odpiram vrata različnih ministrov, različnih ministrstev in ustanov v državi v dobro celotne pomurske regije. To sem tudi sam dokazal, saj sem tvorno deloval bom rekel, v pomurski regiji z vsemi župani in znam sodelovati, ne razdvajati in dobesedno to mi je prevagalo. Pa še en mogoče zelo pomemben vidik, če smo že pri financah, saj se vse začne in konča pri financah, to so izpogajana sredstva iz Evropske unije, ki je ta vlada v zgodovini slovenske države izpogajala najvišja sredstva. In zdaj sprašujem državljane, ali gremo v, bom rekel, projekte, ki ne imajo dodane vrednosti, ali v projekte, ki imajo dodano vrednost za naše državljane. In to je moje vodilo, jaz sem tudi dokazal kot župan, da vem, katere projekte je treba izvajati. In ta denar, ki ga dobimo sedaj iz Evropske unije, pametno, ampak zares pametno, v dobre projekte, ne pa neke študije, saj vemo takrat za domove starejših, ne, vsi so imeli polna usta, treba graditi, niti en dom starejših ni zgradil. 70 milijonov evrov, veste koliko denarja, 70 milijonov evrov pa so dali za študije. Za 70 milijonov evrov toliko domov, samo si zdaj pogledamo Rakičan, Lendava, tudi naš dom starejših je dobil že 4 milijone evrov za rekonstrukcijo, oziroma bom rekel prenovo obstoječega doma starejših. V Lendavi tudi načrtujemo še preobrazbo nekoč srednje šole v dom starejših, tako da sedanja vlada zares sledi potrebam, razvojnim potrebam lokalne skupnosti, posameznih ljudi in tudi, bom rekel, javnega sektorja. In zato sem se odločil zares, da želim nadgraditi to, kar imamo, oziroma nadaljevati to pot. Gremo naprej, ne nazaj. Kaj so vaše glavne programske točke? Boste bolj šli v smer gospodarstva, turizma, morda bolj okolje, kje se boste nekako bolje? Kaj bo tista vaša neka prednostna zadeva, za katero se boste borili, vkolikor boste izvoljeni za poslanca v državi? Seveda, ker prihajam, preden ko sem postal župan, sem bil v gospodarstvu in ste pravilno tudi ocenili, moje delovanje gre v smeri gospodarstva. Turizem je tudi ena panoga oziroma veja gospodarstva, ki je zelo pomembna tudi za naš kraj. Pomurje je zelo aktualno in lepo območje, ki se da tu marsikaj narediti. Gospodarstvo je pa osnova za to, da ostanejo ljudje tu, da ne rabijo iti svojo eksistenco oziroma zagotavljanja svojega finančnega vira iti drugam, ali v Sloveniji, v druge kraje, ali pa v tujino. In to me boli, da se pri nas v našem šolskem sistemu izobrazijo kvalitetni kadri, pol pa zapustijo, bom rekel, domači kraj ali pa še hujše državo. To je dejansko slabo pol tudi naložen denar države v ljudi. In to treba spremeniti in z svojim delom tudi dokazujem, da tudi mladim, in to je drugo področje, katero me zares motivira za to delo poslanca v državnem zboru,
da mladim zagotovimo kar se da kvalitetno bivanje in tudi bodočnost. In to smo tudi že sedaj dokazali, če je gospodarski razvoj, da morajo najti, tudi spodbujati njihovo angažiranje na področju podjetništva. To je ključno. Če oni za sabo imajo oziroma imajo neki vidik samoiniciative oziroma neke sanje, in to treba omogočiti mladi, da dosežejo tisto, kar želijo. Mladi so dejansko bodočnost. Tudi sam v občini Lendava sem dokazal, da so mladi zelo pomembna, bom rekel, skupina ljudi, ki dejansko čaka tudi nas, ki smo aktivni trenutno, da jim na nek način utremo pot v bodočnost. In tu smo veliko naredili na področju zagotavljanja tudi prve stanovanjske problematike. Nedolgo smo tudi v občini Lendava povišali sredstva za novorojenčka z 400 na 1000 evrov. To so prvi, bom rekel, denarji, ki družinam zares veliko pomeni, saj se razbremeni dejansko njihova domača blagajna oziroma denarnica. Omogočamo nadarjem in tisti pač vedno je izmed odličnih mladih, so tudi istopajoči posamezniki, ki dosegajo na različnih področjih, dosegajo zavidljive rezultate in tem tudi občina na nek način sledi z finančnimi sredstvi in spodbuja te njihove kreativnosti. Moram še izpostaviti tudi inovativni pristop k študentskemu oziroma dijaškemu delu. Ta vlada je sicer dvignila sredstva za mlade, da so urne postavke postale višje. To je tudi prav, saj z svojim delom dosežejo, da so oni, bom rekel, vredni več, da so na nek način isto kot delavci v stalnem oziroma začasnem pogodbenem razmerju z delodajalcem. No in tu smo mi dosegli to, da študentsko oziroma dijaško delo prek poletnih časov, da ne grejo samo v javne zavode, ampak gredo pomagati gospodarstvu. In kaj je to? Se pravi, na razpise občine so se prijavili gospodarstveniki, ki smo jim dejansko pokrili vse stroške teh mladih ljudi, ko so prišli v njihova podjetja in dobesedno dejansko delodajalci videli, kakšen potencial imajo. Moram izpostaviti tudi, nekateri so že dali tudi kadrovske štipendije na podlagi tega, da so jih dejansko na nek način rezervirali po končanem izobraževanju, da pridejo v tisto podjetje, ki so opravili to dijaško delo. In dejansko delodajalci nimajo stroška za dijaka, dijaki vidijo, kakšen potencial delovnega mesta lahko pričakujejo, se srečajo z prvimi, bom rekel, sodelavci, z delovnimi navadami, ampak najpomembnejše tudi finančno se dobesedno lahko njihov budžet dvigne za prosti čas ali pa za šolanje. Ta del je meni zelo, bom rekel, pomemben in na tem bom zelo veliko delal in tudi pomagal, tudi lokalnim skupnostim, kot sem prej povedal, so meni ključnega pomena, da lokalne skupnosti imajo človeka v Ljubljani, ki zna prisluhniti, ki pomaga, saj pomagaš, če lokalni skupnosti pomagaš širšemu, bom rekel, državnemu oziroma državljanom, ki živijo v tej lokalni skupnosti. Zelo pomemben segment je tudi varnost oziroma zdravstveno varnost, ki smo v preteklosti bili deležni zares veliko besed, ampak zelo malo storjenega. Ta vlada je zagotovila 2 milijarde evrov za nove investicije v zdravstvo, v gradnjo novih bolnišnic. In to je dejstvo, da v tej smeri tudi moramo delati, da zagotovimo prvič se pravi prostorske, pa tudi kadrovske. Z plačami treba dobesedno slediti temu, da so zdravniki in medicinske sestre, ki delajo v zdravstvu, zadosti tudi finančno motivirani, da dejansko ostanejo in kvalitetno storitev tudi opravijo za naše državljane. Morda še za konec enega pogovora, če še imate kako sporočilo za gledalke in gledalce televizije AS, ki naj jo sedaj spremljajo prek malih zaslonov? Seveda, prvič, volitve so najvišji demokratični način izražanja in, bom rekel, usmeritve države, v katero smer naj ide. Predlagam, da volivke in volivci racionalno razmišljajo, vidijo, kaj je ta vlada naredila za občane tudi v najtežjih časih, vodila celo Evropsko unijo. Vidimo, sedaj sem tudi na praktični primeri dokazal in pokazal,
kaj so pač prejšnje vlade delali, saj sem bil deležen teh zadev. In verjamem, da boste racionalno razmislili in tudi šli 24. na volitve in volili Slovensko demokratsko stranko pod številko 8. Ne bom vas razočaral. Hvala lepa za priložnost. Gospod Magyar, hvala lepa za obisk našega studia. Z veseljem. Hvala lepa tudi vam za priložnost. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, z nami v studiu je bil gospod Janez Magyar, kandidat SDS na letošnjih volitvah v volilnem okraju Lendava. Vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.